Svoje otroke sem cepil iz dveh razlogov. Prvič, ker strokovno vem, da bo HPV cepivo dejansko učinkovito in varovalo otroke pred okužbami HPV-ja in s tem povezanimi boleznimi, ki so posledice takšne okužbe, in po drugi strani zato, ker vem, da je to najbolj varno cepivo, ki ga je medicina trenutno izdelala. Milijoni in milijoni po celem svetu so se cepili brez resnih posledic. Najslabše je kot zdravnik, kot strokovnjak vidiš, ko pridejo starši skrušeni z napol odraslimi hčerami, ki imajo predrakaste spremembe, ki bodo imele posledice za zdravljenje le-teh, naprimer prezgodaj rojene otroke. Starši pa so tisti, ki so takrat odločali, da bi se lahko dekle cepilo v 6. razredu osnovne šole, pa se niso. Da je cepljenje proti HPV-ju najbolj učinkovito, seveda, če se cepimo predno začnemo spolno živeti, pa tudi kasneje, kajti ne okužimo se z vsemi HPV-ji naenkrat, ali pa se sploh ne, je zaščita zelo smiselna pri menjavi partnerjev, takrat, kadar menimo, da nismo v odnosu, v katerem je zvestoba nujno pogojena, in tudi takrat, kadar smo že zboleli za neko od oblik bolezni, ki jih povzroča HPV, pa cepljenje proti HPV-ju poveča našo imunost in zmanjša verjetnost celo za 80%, da bi se takšna bolezen ponovno ponovila pri nas. Zakaj priporočam dečkom? Po eni strani zato, da je okužbe v celi, grd izraz je, čredi enako starih otrok manjši. Se pravi, možnost prenosa tega virusa, podobno kot pri rdečkah, ki niso spolno prenosljiva bolezen ali pa po nečem drugem, verjetnost, da bi se nekdo, ki ni znotraj te skupine cepil, potem veliko manjša, če pride v takšno okolje, ker so vsi ostali okoli cepljeni, se pravi, prenosa tega je bistveno manj. To je ena stvar, če so tudi dečki cepljeni. Druga stvar je, da lahko tudi dečki zbolijo zaradi HPV povezanih okužb. Lahko dobijo papiloma grla, lahko dobijo karcinom grla, lahko dobijo karcinom na penisu, lahko dobijo karcinom na anusu.